Jaz tudi znam narediti vlog. Vemo, kako bo vreme. Zgleda sončno. Zdaj pa da vidim, če imam privolitev ostalih članov, da se malo posnamemo danes. Bom danes posneli en vlog? Ja. Enega že imamo. Bom danes posneli en video, mala? Ja. Zdaj še samo mamica mora potrditi. Mami, bom danes posneli en video. Pa že? Dobro jutro, dober dan. Upam, da ste se dobro naspali in nabrali moči za nov dan v izolaciji. Čudno je vse skupaj to, ne? Še kaki dober teden nazaj smo mislili, da ne bo nič iz tega. Zdaj so pa šole zaprte, gostinstvo praktično zaprto, praktično pol podjetij, če ne več, je zaprtih. Nažalost bo marsikatero od teh podjetij tudi propadlo. Tudi midva smo oba doma, Tadeja tako rekoč prisilno z nižjo plačo. Jaz pa imam to srečo, da imam možnost dela od doma. Občasno moram tudi na teren, saj sem serviser laboratorijskih aparatov in če kdaj, potem zdaj laboratoriji potrebujejo našo podporo, ampak brez skrbi, smo dobro zaščiteni, sproti se preverjajo informacije, če je bila kakšna potrjena okužba na posameznem oddelku, kamor gremo serviserji. Tako da ja, mala dva sta doma, ta najmlajša še hodi v vrtec, tako da nimamo nekih posebnih nalog z njo, ampak jo skušamo vseeno zamotiti z raznimi nalogami iz Cicidoja, tudi na računalniku kakšne naloge najdemo. Tjaž pa hodi v drugi razred in ja, mi imamo doma pouk, po zajtrku začnemo s poukom in se skušamo držati urnika. Moram ga pohvaliti njega in učiteljico Tadejo, da jima gre super in če bo šlo tako naprej, mislim, da nam ne bo hudega. Je pa to vse skupaj tako čudno, ne? Ne vem, kaj bi rekel, no, mislim, sploh pa ne razumem tistih, ki ne jemljejo resno te situacije, ki se jim na nek način zdi to neka šala ali kakorkoli, ne vem. Sploh ti komentarji, ne vem, jaz sem mlad, zdrav, bom že prebolel to. To me najbolj prizadene, kaj ti ne veš, kdo je pa zraven tebe, ne, in mi se moramo stopiti skupaj, če misliš, da ne rabiš paziti nase, daj poskrbi, da paziš na tistega, ki je s tabo. Tako da ja. O tem vam govorim, ne, kljub pozivom vseh pristojnih služb so se ljudje še kar naprej zadrževali na teh igriščih, tako da je bilo potrebno potegniti te trakove. Tako da res, dajte ljudje, spoštujte to, kar preberete na
spletni strani nacionalnega laboratorija za zdravje, kaj vam, ne vem, po eni strani sporočajo tudi mediji, res da nekatere informacije je treba imati z rezervo, sploh tiste o teorijah zarote, ampak za začetek umivajte si roke, ne hodite v trgovine in držite se zase, idite nekak sprehod v naravo, seveda izberite pot, kjer boste sami. Tako da ja, nam to zaenkrat kar uspeva. Ali pa enostavno izkoristite ta čas za družino, za druženje, za kakšno družabno igro, počistite stanovanje, operite okna, naredite kaj takega, za kaj drugače ne najdete časa. In ja, to je to. Jaz pa tudi grem zdaj se malo poigrati s malima dvema. Pol pa dalje, ostanite z nami skozi ta dan, da vidite, kako ga preživimo mi. Vsak dan gremo vsaj dvakrat, ponovadi pa kar trikrat na sprehod. Trudimo se najti takšne poti, kjer ni veliko ljudi. Če pa se že s kom srečamo, pa se držimo varnostne razdalje. Poleg tega, da se zadnje dni res dosti gibamo, pa tudi dosti pojemo. Danes bomo za kosilo osliča in pa pire krompir, pa še zeleno solato. Tako da ja, praktično vsake pol ure je nekdo lačen in če nam res 100% preprečijo dostop do trgovine, vem, kako bomo zdržali. Ja, to je bilo to današnjega vloga. Upam, da vam je bil video všeč, da ste se malo zamotili od vse te korona euforiji. Dajte se naročite na kanal, mogoče še kakšnega zmontiram, da ga ne zamudite. V komentarju zapišite, kako se vi spopadate s to samoizolacijo in se vidimo v naslednjem videu. Ajde, čau!